Čeprav je nedela, pa marsikdo takrat se spravi pucati kakšno stvar, tako in drugačno. No, jaz seveda redno uporabljam ekološka čistila, ampak kar mi je pa najbolj všeč je pa to, da smo izdali pravzaprav knjižico Prehrana, lepota, čistoča, kjer najdete 50 receptov. In ne samo za okusne, hitre in zdrave obroke, domačo kozmetiko, pa seveda tudi za življenjske situacije, take in drugačne, ampak pravzaprav tudi za domača čistila. In med tem časom, ko bom jaz malo pomila tole mizo, dajte si pogledati recept, ki je torej objavljen v knjižici Prehrana, lepota, čistoča, čist preprost in je namenjen odtokom. Torej, tole je za čiščenje odtokov, kot vidite, to so vse stvari, ki jih praktično vi že imate doma. Se pravi, nič ni zdaj treba iti, ne vem, kakšna čistila, taka in drugačno kupovati. Vemo pa tudi to, da čistila niso najbolj poceni, kaj greste kupiti in zakaj jih ne bi naredili, pripravili torej doma. Še več receptov, torej objavljenih v knjižici Prehrana, lepota, čistoča, tako da veste, kar se tega seveda tiče, 50 jih je objavljenih. Sicer pa moram povedati, da se je tale minuli teden zgodilo toliko različnih stvari, no in ena izmed teh je bila tudi to, da sem se oglasila pri Matjažu Obranoviču doma in mu prinesla, ja, na štrudlju sem bila pri njemu, super je bil, in prinesla sem mu tale energijski vortex, ki sem ga naslikala prav zanga, take lepe zlate barve je nastal in moram reči, da mu je bil zelo všeč, tako da sem bila zelo navdušena nad njim, on pa seveda tudi. Pa štrudl je bil tako dober, še za domov sem ga dobila, res je bilo fajn. Sicer pa se v teh tednih pravzaprav pripravljamo tudi že za počitnice, vsaj sanjamo že o njih, no. Govorimo seveda o počitnicah, ki se bodo zgodile na Ižu. Iž je eno tako posebno mesto, gre namreč za energijsko točko Jadrana pravzaprav in tja se bomo odpravili od 11. do 18. junija in je tako, da nekaj prostih mest še imamo, torej če se boste prijavili na tale program, ki se bo torej odvijal na Ižu, vsak dan torej različne delavnice, take in drugačne, lepo cel proces se bo torej zgodil. Ko sem pa to delala? Ok. Torej, cel proces se bo zgodil, vsak dan potem tudi zvočne kopeli, pa dihalne tehnike, pa različne delavnice, tudi jutranjo pričakovanje vzhoda, pa potem nabiranje zelišč. No, bo pa z nami tudi Minka Gantar, ki je obljubila vsakemu, da se bo z njim osebno posvetovala, kar se seveda tiče njihovega načina prehranjevanja. In to ne bodo samo počitnice in tak oddih za rehabilitacijo, ampak tudi prelomnica, bom rekla. Življenjska prelomnica, kjer boste pravzaprav dobili tiste nasvete, tiste, ki jih boste lahko lepo usmerili oziroma uporabili v vsakdanjem življenju. Sicer pa na www.3x2 klepet@kavi.si lahko greste hitro pogledati, tam namreč najdete tudi živo knjigo, o kateri smo torej govorili tale teden. Živa knjiga nas je res vse navdušila. Mene že kar nekaj časa nazaj vam nisem nič povedala, ker sem to zadevo testirala in pravzaprav delala z njo in moram reči, da je res super. Marija Ana Kolman je bila tista, ki nam je zaupala kaj več, predvsem pa to izjemno zgodbo, kako je prišla, kajti avtorica žive knjige, Valjo Ramira, se je rodila v sibirski tajgi, v eni majhni vasici. In potem je bila Marija Ana enkrat tam zaradi čist drugih zadev in nekdo je prišel, je dal te knjige, ni vedela odkot, zakaj, kako. Skratka, te stvari so bile zelo vodene in res je čudež, če takole pogledamo, da se je znašel tukaj pri nas v Sloveniji. No, če imate doma Palo Santo in če ste že slišali za prekajevanje, potem naj vam povem, da je danes tudi super dan, recimo, sploh če ste včeraj malo popucali ali pa če ste danes malo popucali, da popucate, po domače povedano, še torej energijsko, vzamete torej košček, ga prižgete, jaz spet nimam žigalnika, no. Mislim, te žigalnike, jaz mislim, da je en je,
ker jaz nikoli ne najdem vžigalnika, je pa res, da velikokrat uporabljam vžigalice. Vžigalice pa že nekje imam, sploh za ritualske svečke torej, in kar nekaj vaših pisem smo že dobili, ki govorijo pravzaprav ravno o tem, kako in na kakšen način jih uporabljate. In trenutno vas je najbolj navdušila svečka obilja boginje abundancije. Ta vam je očitno najbolj priljubljena, kaj ti govori tako o obilju tistemu, ki ga želite v svojem življenju. Ali je to obilje zdravja, ali je to obilje sreče, ali je to obilje ljubezni, ali je to obilje česarkoli želite. Če hočete vnuke na vse zadnje, ne? Zakaj pa ne? Skratka, vse to in tudi ostale zanimive informacije lahko najdete tudi na www.klepetobkavi.si. Tam pa smo vam postregli tudi z različnimi zanimivimi kvizi, popolnoma brezplačnimi, tako da lahko preverite recimo, kaj ste po indijanskem horoskopu. Jaz sem ugotovila, da sem jelen, tako da preverite tudi vi, pa mislim, da smo še objavili, katero druidsko drevo oziroma katero drevo po druidskem, ne? Je bilo to? Ja, nekaj takega je bilo. Tako da same zanimive stvari, jaz sem glok, sem ugotovila, me pa zanima, kaj ste vi. Upam, da boste danes kaj dobrega tudi pojedli. Zdaj je že tisti čas, torej čas, ko se pripravljamo na kosilo. Ne pozabite na to, da morate imeti dovolj beljakovin, pa dovolj zelenjave, torej kakšne stročnice, karkoli si boste privoščili, pa mogoče kakšno zelenjavno juhico in ja, še več receptov prav tako na naši spletni strani. Sicer pa, kot veste, smo vam na voljo. Ja, tako je. Na voljo smo vam namreč na telefonski številki 02 6200 230. Lahko se torej obrnete na nas. Čakamo torej, če boste imeli kakšno vprašanje, tako da veste, da kar se tega tiče, vseeno ni nobenih zadržkov takih ali drugačnih. In ko smo že ravno pri nedelji in nedeljskem preživljanju časa, vzemite si tistega za sebe tudi, za svojo dušo. Vzemite v roke kakšno dobro knjigo, takšno, ki navdušuje, takšno, ki odpira in takšno, ki vas bo pravzaprav navdihnila. Kot smo rekli, torej, www.klepetobkavi.si, polno predlogov in vsega ostalega. Pa naj vam bo svet lep, jaz pa še malo popucam, pol pa dobim goste.